Naslov mojega prispevka je Okoljski imaginarij v sodobnih performativnih umetnosti v Sloveniji. Bolj natančno pa bom se odločila na delo Neje Tomšič. In bi nekako v prvi fazi začela z neko zelo osnovno pojasnitvijo naslovnega pojma, skratka okoljski imaginarij. Gre nekako za pojem uveljavljen na heterogenem področju okoljska humanistika, ki se je s tem imenovanjem nekako trdilo pa začelo nekako institucionalizirati v 2000 letih. In v teh okvirih okoljski imaginarij, nekako so po zgledu pojma družbeni imaginarij, predstavlja izhodišče za razlago, kako naravno okolje oblikuje stališča, diskurze in prakse ljudi, ki v njem živijo. In bi ga najbolj mogoče razlagati nekako na tri prepletajoče se načine. Skratka, po eni strani nekako kot nekaj družbeno konstruiranega in praviloma implicitno prisotnega, česar se skratka posamezniki ne zavedajo povsem, v smislu izhodišča za to, kako posamezniki dostopajo do sveta, kako gradijo identitete in podobno, ter kot nekaj, kar naj bi bilo tudi izhodišče za to, kako posamezniki v bistvu si zamišljajo prihodnost. Specifično v zadnjih letih je pojem nekako v okviru širokega heterogenega področja okoljska humanistika tudi pridobil nekako večjo politično vlogo in sicer na podlagi refleksije dejstva, da pač okoljska znanost ne zadostuje za pritegnitev javnosti in sprožitev sprememb povezanih z okoljskimi vprašanji, kot recimo trdijo avtorji članka, katerega izsek je na PowerPointu, naj bi okoljske znanosti, pa tudi politike in ukrepi, namenjeni izboljšanju okoljskih problemov, poskušali v čim večji meri začeti upoštevati tudi človekove želje, motivacijo, vrednote, ker poglobljenega razumevanja okolja pač ni mogoče ločiti nekako od človeške domišljije, od kulture, od institucionalnih in družbenih praks. Nekako drugače rečeno, torej pojem okoljski imaginarij služi tudi kot izhodišče nekako za poudarjanje vloge domišljije in tudi seveda čustrovanja za doživljanje prostora ali pa odnosa človeka do okolja oziroma specifično okoljskih in podnebnih sprememb. Na tak način pa je zastavljen tudi kot neko možno sredstvo, da se odpravi odtujenost od okoljskih vprašanj, apolitičnost ali pa recimo negativno ukvirjanje podnebnih sprememb, ki pač še mogoče pogosteje v aktualnem postpolitičnem kontekstu oziroma kontekstu politične rezignacije. Taka zastavitev pojma seveda neizbežno pripozna tudi v bistvu vlogo umetnosti v tematizaciji aktualnih podnebnih sprememb in ekološkega zvona, ampak skozi neko, recimo da ožjo optiko zgodovine umetniških praks, pa tudi njihovih teoretskih refleksij se hkrati pojavi neko vprašanje, ali taka zastavitev ne reproducira neke klasične distinkcije med na eni strani materialnim, ki je povezano z neko objektivno materialno pokrajino in tudi z merljivimi procesi, in pa seveda na drugi strani imaginarnim, ki je pač povezano z idejami, znaki, simboli, kulturnimi vrednotami, oziroma tem, kar je recimo Henry Lefebvre v knjigi Produkcija prostora imenoval prostor predstav in tudi neposredno povezan z področjem umetnosti in do neke mere tudi z širšim področjem humanističnih znanosti. Kot bom poskušala pokazati z analizo del sodobne slovenske umetnice Neje Tomšič, na katero delo se bom tudi nekako tukaj osredotočila in omejila, in ki nekako kontinuirano deluje na presečišču performativnih in vizualnih umetnosti, ni ključen le okvir gradnje prostora predstav ali pa nek širok pojem okoljskega imaginarja, kot je pač definiran v okviru okoljske humanistike, ampak tudi nek osnovni oris tega, na kak način se sploh pojavlja prostor ali pa krajina ali pa okolje v sodobni umetnosti v zadnjih desetletjih. Pristop Tomšič bi bilo vsekakor po eni strani mogoče analizirati recimo stališča dokumentarnega gledališča, dela, ki nastajajo v sodelovanju Tomšič in Monument Group, vsekakor tudi v relaciji do tako imenovane prostorske dramaturgije, ki v ospredje tudi postavi neko razmerje med dramaturgijo in arhitekturnim prostorom, ravno tako pa seveda tudi do neke mere stališča objektnega gledališča, ki pogosto temelji na pristopu, da najdeni ali pa vsakdanji
predmeti predstavljajo neko izhodišče za ustvarjanje zgodbe z liki. Kljub temu se bom pa nekako v tem prispevku v skladu tudi z nekim mojim primarnim raziskovalnim področjem osredotočila na neko zelo osnovno kontekstualizacijo dela Tomšič, stališča nekih premikov na področju vizualnega, pa do neke mere tudi intermedijskih umetnosti, vizualnih predvsem tudi za razloga, ker imajo, seveda likovne vizualne, tudi za razloga, ker imajo neko daljšo tradicijo uprizarjanja ali pa konstrukcije, izkušnje krajine, ker so v končni fazi tudi nekako po definiciji prostorske umetnosti. V zadnjih letih lahko zlasti na področju vizualnih in kot rečeno tudi do neke mere intermedijskih umetnosti opazujemo na eni strani aktualizacijo estetike atmosfere in ambienta, posredno pa tudi povezavo krajine in človeških duševnih stanj, ki je bila recimo zastopana že v dolgi tradiciji krajinskega slikarstva, nekako od 19. stoletja dalje. Na drugi strani pa pristope recimo temu fikcionalizacije ali vzgodbena kraja, pokrajine oziroma plotting, v nekem izvirniku plotting the site ali pa landscape, pri čemer so slednji analizirani tudi v neki določeni relaciji z tradicijo lokacijsko specifične umetnosti, kot se je nekako izoblikovala od 60-ih, 70-ih let 20. stoletja dalje. Zdaj, kaj točno nekako mislim z obojim, zametke estetike atmosfere in ambienta, kot rečeno, lahko nekako lociramo vsaj na področju nekih likovnih umetnosti, krajinskega slikarstva 19. stoletja, kjer recimo tudi pride do neke radikalne spremembe v tem, kaj je primarni predmet umetniškega prikaza. Krajina preneha biti le ozadje za prikaz človeške akcije oziroma zgodbe, ki jo seveda v primeru likovne umetnosti nemo pripovedujejo telesa in nekako to lahko recimo opazujemo v primeru zgodovinskega slikarstva in nekako postane v bistvu centralni predmet prikaza, torej pridobi percepcijski status figure. V prvem primeru recepcija umetniškega dela v nekem smislu poteka bolj postopoma, skozi gledalčevo rekonstrukcijo kompozicije in tudi razmerij med deli, medtem ko v drugem primeru krajina postane sredstvo nekako bolj neposrednega prestavljanja gledalca v širino, v estetsko razpoloženje, v atmosfero. Gre skratka tudi za neko razliko med na eni strani nekim bolj postopnim koreografiranjem pozornosti, ki tudi seveda v kontekstu likovno-umetniške tradicije sledi zgledu jezikovne naracije in tej pripadajoče dramaturgije in na drugi strani neko bolj neposrednostjo čutnega soočanja, kjer je krajina istočasno projekcijska površina za človeško razpoloženje in tudi neko sredstvo transpozicije v neko razpoloženje. In točno v tem smislu je nekako ključna estetika atmosfere. Atmosfera je nekaj bistveno relacijskega, bolj recimo na strani afektov kot pa emocij, ki imajo tudi recimo neko pripovedno strukturo. Sledeč sodobnejšim opredelitvam, atmosfera zelo očitno preoprašuje neko jasno distinkcijo med materialnim in mentalnim, pa tudi seveda dihotemijo objekta ali objektov in subjekta. Pojem atmosfere ima seveda v neki izvorni obliki meteorološko poreklo, natanko preko povezave z vremenom, pa je bil nekako od konca 18. stoletja zelo pogosto uporabljen tudi v nekem metaforičnem smislu, zlasti v primeru nekih filozofskih opredelitev umetnosti, pri čemer je specifično nekako vezano na področje likovnih umetnosti, označeval recimo estetske vidike okolja ali pa neko čutno delovanje vremena na človeka. In izhajajoč iz tega meteorološkega porekla sodobni filozof Tonino Grifero recimo atmosfero opredeli kot preplet elementov okolja ali sveta, ki je nekako percepcijsko primarna in na podlagi česa se šele formira percepcija, ki okolje nekako tudi uvaja kot nek lokacijski prostor z jasnimi prostorskimi razmerji. Hkrati Grifero recimo definira atmosfero tudi kot večinoma zunanje občutke zlite v še nerazjasneno prostorsko razsežnost in tudi zvezane za neko situacijo ali pa celo kot čustva prelita v prostor.
Na tak način razumljena atmosfera je skratka neka bistveno emergentna lastnost, je rezultat pač kompleksnega prepleta elementov okolja, skratka tudi nečloveških in človeških dejavnosti, ni pa zgolj nekaj, kar je rezultat projekcije recimo človekovih notranjih čustvenih stanj ali pa pač materialnih posegov v neko okolje. Druga pomembna točka za kontekstualizacijo dela Neje Tomšič pa so tudi spremembe v tem, na kak način krajina ali pa konkretna lokacija postaja pač tekom 20. stoletja, pa zlasti v druge polovice 20. stoletja, nekak sestavni del umetniškega dela. V kontekstu seveda zgodovine vizualnih in intermedijskih umetnosti je tukaj ključen razvoj lokacijsko-specifične umetnosti od 60. 70. let, recimo najprej v kontekstu minimalizma, v kontekstu land arta, kjer je šlo nekako primarno za težnje po eni strani eliminacije reprezentacije in pa tudi težnje po nekako eliminaciji možnosti tržne cirkulacije klasičnega umetniškega dela artefakta. Hkrati pa seveda, sploh ko govorimo o land artu, je šlo tudi za neko določeno razmerje z sočasnimi ekološkimi gibanji in pa tudi zametki okoljske humanistike, vključno z recimo prostorskim obratom v humanistiki in družboslovju. Skratka, v teh okvirih nekako zaznavne estetske in materialne kvalitete krajine ali pa neke konkretne lokacije, konkretnega prostora v bistvu postanejo nekako integralni del umetniškega dela. Za razliko od tega bi nekako novejše premike v razmerju do konkretne krajine, lokacije ali okolja mogoče bilo razumeti kot na način, da lokacija postaja nekako predvsem predmet raziskave, zlasti v recimo umetnosti 90-ih, tudi v slovenskem prostoru, tudi zelo pogosto nekako sredstvo potrjevanja lokalne singularnosti, če zdaj na ta nek trend v 90-ih pogledamo z nekega kritičnega stališča, skratka tudi v nekem kontekstu pač globalizacije in podobno. V zadnjih letih pa lokacijsko-specifična umetnost nekako postaja pogosto tudi sredstvo zatrjevanja človekove bistvene prepletenosti z okoljem, s katerim je ta seveda tudi neprestano v nekem uporabniškem odnosu. Poleg tega pa se izoblikuje tudi strategija, ki recimo Robin McKay v tej knjigi imenuje Plotting the Site in ki naj bi redefinirala neko temeljno izhodišče predhodne lokacijsko-specifične umetnosti. Kot to formulira McKay, vprašanje ni več, kako se kot umetnik odzivam na lokacijo, ampak bolj na kaj se odziva lokacija, katere travme jo preganjajo, kako se obnaša kot simptom, kako se nanaša name. Skratka, lokacija ali pa krajina je tukaj na nek način tretirana kot nek vršljivi akter, ki pogosto tudi vključuje neko uvajanje tako imenovanih nečloveških temporalnosti, recimo tako imenovanega globokega časa in podobno. Zdaj, če se na podlagi te neke osnovne kontekstualizacije bolj neposredno osredotočim na pač nekatera dela Neje Tomšič, kot mogoče ti, ki poznate delo Tomšič, veste, so njena dela nekako praviloma predstavljena tako v institucionalnem kontekstu sodobnih performativnih oziroma scenskih umetnosti, kot tudi v galerijskih kontekstih, pri čemer jih umetnica pogosto tudi ukvirja ali pa opredeljuje z nekimi hibridnimi medijskimi označevalci. Recimo potopitvena dokumentarna instalacija s pripovedovanjem v primeru dela Krog, gledališki ali vizualni esej, roman v krajini v primeru dela Jadran Resort, pripovedovalni sprehod, posvečen zgodbam dreves v primeru zadnjega dela Untangling the Garden Tree iz letošnjega leta. Umetnica skratka produktivno združuje umetniški področji, bolj ali manj še vedno razločeni, pač performativnih umetnosti, ki imajo neko gledališko tradicijo in pa vizualnih umetnosti, z namenom, da bi širila nekako uveljavljene predstavitvene in tudi recepcijske načine obeh. V njenem delu je recimo kontinuirano zastopan nekak fokus na objektih in pa tudi materialih, ki pa seveda nimajo zgolj nekega statusa scenografije,
ampak v skladu nekako z sodobnimi prepleti umetnosti in pa antropologije nastopajo kot nosilci po eni strani nekih poudarjeno estetskih kvalitet, recimo pogosto poleg pač vizualnih tudi zvočnih, in pa tudi kot primerki v bistvu materialne kulture, ki jih obkrožajo pripovedi. Predmeti in materiali v delih Tomšič torej načeloma ne nastopajo toliko kot izhodišče za snovanje likov, ampak je nekako v ospredju njihova kapaciteta, da ustvarjajo izkušnje atmosfere vmesnosti med predmeti in subjekti. Poleg tega za velik del novejših del Tomšič velja, da je pač konkretni prostor, konkretna krajina oziroma okolje tiste, ki je nekako primarni vir zgodbe ali pa tudi nek akter zgodbe. Recimo performativni deli Krog in pa razpletanje vrta 3 za Tomšič nekako značilnim dokumentarističnim pristopom uvajata konkretno krajino, oziroma v tem primeru, v obeh primerih konkreten park, kot prizorišče raziskave in seveda tudi kot neko bistveno artificialno naravo, zato pa tudi kot neko potencialno izhodišče ali pa kot palimpsest človeške zgodovine in spomina, kot nek sediment človeških posegov, seveda ekonomskih procesov, političnih sprememb in tako dalje. Recimo centralna struktura dela Krog, ki ravno tako kot to drugo delo črpa iz analize konkretnega parka, se zdi hkrati nekako zasnovana kot v bistvu nek trg cikličnosti naravnih procesov in pa linearnosti zgodbe, ali pač kot neko zrcalo človeške zgodovine, ki pač vedno nekako niha med linearnostjo ali pa imperativom napredka in pa neko obsodbo na ciklično ponavljanje. Podobno kot prej našteta dela, tudi novejše delo, roman v krajini Jadran Resort, izhaja iz raziskave konkretnega prostorskega konteksta, v tem primeru sklopa ekstra luksuznih letovišč, ustvarjenih pretežno s tujim kapitalom v črnogorski obali. Na podlagi intervjujev z delavci in tudi ustanoviteljem enega od takih letovišč je Tomšič skupaj z sodelavci zasnovala 4 like, ki v predstavi poleg pač natančno zasnovane scenografije tudi gledalce nekako uvedejo v okolje Jadran Resorta. V samem začetku dela se publika pač zbere v preddverju prizorišča, sama sem si pač to delo ogledala v gledališču Glej, v preddverju gledališča Glej, kjer si nekako najprej ogleda promocijski video Jadran Resorta, potem pa naključno izbere priložene scenarije, ki tudi v bistvu določijo, katero vlogo bo posamezni gledalec zavzel. Lahko je del publike, ki si ogleduje dogajanje pač na odru ob pripovedovanju Tomšič, lahko pa je postavljen v bistvu v vlogo performerja. Recimo gorske natakarice, seasteaderja, korporacije ali luksuznega gosta, ki imajo tudi seveda neko bolj neposredno partikularno izkušnjo celotnega dela. Hibridna forma, roman v pokrajini, skratka prepleta nekako sodobne scenske in pa razstavne oblike, pri čemer predvideva tudi neko aktivnost in tudi v končni fazi neko fizično potopitev publike, bodi si v smislu zavzemanja vloge performerja in pač nekega vživljanja v vlogo na podlagi scenarija ali pač tudi potem brskanja publike po nekih postajah arhiva, ki so pač locirane na odru ob koncu pripovedovalskega dela. Ker me na tem mestu nekako bolj zanima pristop k konstrukciji okolja, je mogoče v prvi fazi izpostaviti, da že sama formalna zasnova predstave pač uvaja neko krajino, kot poudari pač opis, elastično povezano z kontekstom sodobne Črne Gore kot neko atmosferično entiteto. Take prisotnosti krajine ni mogoče v polni meri niti pripisati predmetu ali nekih materialnim vidikom okolja, iz katerega izhaja, niti v končni fazi subjektom, ki jo doživljajo, recimo na način empatije ali projekcije, ampak je nekako bistveno emergentna lastnost, ki nekako izhaja iz kombinacije naštetih elementov. Fenomen ekstra luksuznih hotelov, ki privatizirajo črnogorsko obalo, je v performativnem delu Jadran Resort prepleten tudi za celo serijo libertalističnih utopij, povezanih z nekim morskim ali pa oceanskim okoljem.
predvsem pa z različnimi variacijami seasteadinga, ki je pač nekako opredeljeno kot ustvarjanje stalnih bivališč v mednarodnih vodah, tako imenovanih morskih naselij, ki so tudi ali pa poskušajo biti neodvisna od uveljavljenih vlad. Recimo dokumentarne postaje, po katerih lahko po koncu tega nekega pripovedovalskega, performativnega dela nekako brska publika in so pač locirane na odru. Med drugim predstavijo ladjo The World, ki zaprti skupnosti bilionarjev omogoča nakup lastniškega stanovanja na križarki, in pa tudi ladjo MC Satoshi, v osnovi zasnovano v času covida, kot nek poskus ustanovitve nekakšne kripto države, nezamejene s teritorijem in pa teritorialnimi restrikcijami. Predstava kot celota na nerazločljiv način spaja fakte in fikcijo, prepleta tudi neke multiple časovnosti in geografske lokacije, na tak način pa tudi recimo da gradi vpogled v neko sumljivno globalnega kapitalizma. Za strukturo in koreografiranjem gledalčeve recepcije pa gradi neko atmosferično ali pa skorajda fantazmatsko pokrajino. Kot rečeno, je v delu Tomšič krajina vedno konkretna krajina, je vedno tudi nekak palimpsest človeške zgodovine in v predstavi Jadran Resort je izkušnja konkretne krajine tudi strukturirana kot izrazito razredno pogojena. Ideja plavajoče neodvisne države, kjer ni meja za kroženje kapitala, se prepleta z neko New Age podprto wellness izkušnjo telesnosti visokoluksuznega turizma, ki materialno okolje na videz ne predstavlja nikakršne omejitve, ovire ali moteče ozemljitve. Na tako s tem Jadran Resort tudi nekako lucidno pokaže, da je v bistvu neka težko določljiva estetika atmosfere danes pravzaprav tudi prevladujoča blagovna estetika. Delo Jadran Resort, podobno kot tudi ostala dela Tomšič, skratka uvede nek konkretni prostor, konkretno krajino z vsemi njenimi materialnimi danostmi kot material umetniškega dela oziroma performativnega dela, hkrati pa uvaja prostor krajino kot potencialno izhodišče, da se publika nekako druži z nečloveškimi entitetami oziroma se postaja pozorna nanje, pri čemer pogosto zavzame postavljena v neko vlogo izvajalcev in sogradnikov dela, zelo neposredno. Za spajanjem tradicije performativnih in vizualnih umetnosti Tomšič v svojih delih skratka uvaja močno zastopanost vršljivih materialov, objektov in krajine, ki skupaj z publiko in pripovedovalsko performativnim delom nekako postanejo enakovredni akterji, rekviziti ali pač asemblaž, ki soustvarja specifično atmosfero.